Če kaj, nas davki spremljajo že od nekdaj. Ta davčni slovar, ki je pred nami, pa predstavlja sodobno davčno terminologijo v slovenskem jeziku. Izšel je konec junija 2022, njegova izdelava je potekala od leta 2018 in se je začel na pobudo tega, ker so imeli tako dobre izkušnje pri nastajanju pravnega slovarja, da so sklenili še posebno pozornost posvetiti davčnemu slovarju. Če smo se davkov lotili z enako vnemo kot drugih terminoloških slovarjev, se je takoj na začetku pokazalo, da je interdisciplinarno področje, kakršni davki so, predstavljalo poseben izziv pri zamejitvi literature in vsaka faza terminološkega vira je morala biti posebej premišljena. Postaviti smo morali mejo, do kam še vključiti. Davki napolnijo vedno proračun, torej koliko še proračunsko povezane terminologije vključiti in koliko bi bilo že preveč. Sledilo je luščenje terminoloških kandidatov, ki je pokazalo še eno posebnost davčne terminologije. Ni važno, kako rečemo davku, važno je, da ga plačamo. In zato je pokazala se izjemno velika variantnost, naprimer, ali se reče davek na dediščino, davek od dediščine ali celo dediščinski davek. Hkrati je pa davek na zapuščino povsem drug davek in druga dajatev. Poseben izziv je zato predstavljala tudi naslovnica. Kaj lahko kot motiv prepoznamo in da ni negativno. Namreč davke vse prepogosto jemljemo kot breme, takrat, ko moramo plačati. Malo manj pa mislimo nanje kot na breme, ko uporabljamo prednosti davkov, to je šolstvo, zdravstvo, infrastruktura in vsega, kar nam zagotavlja delovanje države. Slovar vsebuje okoli 1000 slovarskih sestavkov, nekaj čez, namenjen je strokovnjakom v javni upravi, davčnim svetovalcem, računovodjem, študentom, hkrati pa vsem nam, kadar nam kakšna poimenovanja, ki jih na obrazcih najdemo, niso povsem jasna. Čeprav izvemo, da je davčna optimizacija uporaba vseh zakonskih in legitimnih možnosti, s katerimi plačamo kar najnižji davek, ali pa da samoprijava pomeni, da se izognemo kaznovalnemu postopku in plačamo takoj, ko ugotovimo, da še nismo plačali. To vseeno ni priročnik za telebane, ampak prikazuje pojmovni sistem zelo zanimivega področja, kakršnega so davki. Zelo zanimiva so res metaforična poimenovanja. Poznamo davčno luknjo, pa davčni vrtiljak, davčni razkorak, kar pomeni, da je davkov pobranih manj, kot bi jih moralo biti. Celo pojavijo se davčna nebesa, ki pa so se izkazala za nepravilno poimenovanje v slovenščini, kajti v angleški besedi heaven in heaven sta zelo podobno izgovorljivi in tako se je v slovenščini v manj strokovni literaturi pojavilo tudi poimenovanje davčna nebesa in davčni raj namesto davčne oaze in davčnega zatočišča. Davčna terminologija vsebuje tudi dobro ime. Ni dovolj, da imamo stalno prebivališče in začasno prebivališče. Davčni strokovnjaki želijo tudi običajno prebivališče, kajti tam nam pošljejo naslov in položnico. Vsekakor pa sodobna terminologija odraža še nekaj in to je, da se zanimiva poimenovanja, ki so bila v preteklosti uveljavljena, naprimer mitnine, mostnine in še kaj, izgubljajo in ostanejo zelo prozaična poimenovanja tipa davek na, davek od nečesa. Naše delo sta ocenila 2 recenzenta in predlagala izboljšave. Prvič so v terminološki slovar v slovenskem jeziku vključeni tudi hrvaški ustrezniki, poleg angleških. Vsekakor pa se zavedamo, da naše delo še ni zaključeno, zato bomo veseli tudi predlogov izboljšav.